Tako, Hisense me je postavil pred na videz zelo enostavno nalogo. Rekel sem tako, prosim, predstav našo televizijo na čim bolj enostaven in poljuden način, da bo vsi, ki bodo gledali, stvari razumeli, ker je prav nakup pametnega televizora en tak zelo confusing moment vsakega potrošnika. Namreč, ko pridemo v salon, smo seznanjeni skup enih, tako bom rekel, kratic pa informacij, ki nam jih ponujajo trgovci, ki jih ne razumemo. Tudi zato sem se odločil, da v bistvu vas postavim zelo podobno sliko, kakor se boste znašli v prodajnem salonu, namreč znašli se boste pred eno škatlo ali pa tesno televizijo, kjer bo gor kup enih oznak, mi bomo pa šli čez, zato da boste vi te oznake razumeli in da boste znali zbrati pameten televizor, hkrati vam bom pa prek teh oznak probal prikazati par adutov njihovega 65-inčnega televizorja in že smo pri informaciji, torej 65 inčov, za katero verjamem, da je leta 2022 zelo pomembna, namreč zdaj so moderni zelo veliki televizori, torej 65-inčni televizor, moderni pa iz več razlogov. Ne tako, da lahko v diagonalo postavite svojo punco, ker v diagonalo ta zadeva meri 165 cm. Namreč, če smo včasih imeli probleme z velikimi zasloni, zato ker se je v slikah videl veliko popačenih detajlov, leta 2022 v naše pametne televizorje dobivamo precej boljši signal. Ponavadi je ta signal kar že 4K, še posebej, če gledamo Netflix ali pa HBO, pa tudi vedno več ponudnikov, torej naših teleoperaterjev ponuja že kar nekaj kanalov, ki so v tehnologiji 4K, kar pomeni, da je ta signal ful boljši. Boljši signal pomeni, bližje lahko sedimo televiziji, zato ker vidimo manj pokvarjenih detajlov slike. Včasih smo mogli kar precej daleč, včasih so govorili 2-3 metre stran od televizije. Zdaj pa v bistvu tale diagonala televizije, 165, v bistvu že kar nekako skoraj idealna razdalja, od katere gledamo televizijo. Tako da leta 2022 se ne bodi kupiti velike televizije, tehnologije že počasi to omogočajo, ni pa nujno, da tukaj piše 8, 4K bo čisto zadosti, tega 8K programa je ta moment toliko malo, da ga skoraj ni. Tako da, ja, druga oznaka, ki se pojavlja zraven, je oznaka ULED. Tukaj je kup enih, bom rekel, tudi meni stvari, ki jih ne razumem, ki so preveč tehnično detaljirane. Dejstvo je pa, da obstaja ULED, QLED, OLED. Hisense ponuja tako ULED kot OLED televizije. Pri tem je pa ta ULED tehnologija njihova tehnologija, njihov lasten razvoj in stvar, ki jo boste videli samo pri Hisense televizijah. Mene pa je kakovost slike zelo presenetila, tudi pri igranju iger na tem televizorju, ki ima drugače, tukaj bi mogel biti slash, pa še 120 Hz. Aha, se so tukaj spodaj. Pomeni, da se slika zelo hitro osvežuje. Zdaj, če iz sveta pametnih telefonov to vzamemo, 120 Hz osveževanje pomeni tako gladko, tekoče delovanje, predvsem pri igrah to najbolj opazno, zelo slabo boste to opazili pri nekih filmih, ampak pri igrcah, pri temu dinamičnemu kontentu, takrat je pa to zelo, tako da ta televizija podpira tudi to dobro igralno izkušnjo, kar je pomemben. Tako da ja, kar se tiče teh tehnologij, se ne bomo, gre za mini LED tehnologijo, lahko bi šli v detajle, pa bomo čisto zabredali. Meni moram povedati, da ko te tehnologije nam eno ob drugo, bom vedno tako rekel, ko pridete k trgovcu s televizijo, se najprej morate zavedati, kje televizijo gledate. Če gledate v takem zelo polnem prostoru razne svetlobe, kot je ta moj prostor tukaj, kjer je svetloba levo, desno in še zgoraj, potem morate kupiti televizijo z večjo svetilnost. In ponavadi prav tale ULED tehnologija da to večjo svetilnost v primerjavi z tehnologijo OLED, ki te sence pa temne stvari ponavadi bolj zapira. Tako da jaz osebno, ko me kdo vpraša, kakšen televizor, pravim, če si v takem zelo svetlem prostoru, včasih biti treba previden pri izbiri tehnologije. Je pa tako, da vam priporočam, da v samem salonu, to sem tudi jaz včeraj počel, pred snemanjem tega, šel sem vse te televizije pogledati in sem v bistvu resnično gledal slike. Moram reči, da ima ta nekoliko bolj saturirano sliko, torej malo bolj živa je in pa nekoliko bolj svetla je. Kar meni čisto ustreza. Osebno v tem prostoru je to boljša rešitev kot OLED televizija, ki zna zadeve dobro zatemniti. Gremo naprej. Kaj je meni zelo pomembno pri televizijah? Seveda to, kar vidite tukaj, operacijski sistem. V bistvu obstajata dva svetova ali pa več svetov. Določeni proizvajalci, tako kot Hisense, so odločili za svoj lasten operacijski sistem, predvsem zaradi tega, ker ga nadzorujejo
in delajo lahko drugače hitrega, kot če bi se posluževali sistema Android. Isto je tudi pri kakemu drugemu proizvajalcu, veliko proizvajalcev ima te svoje lastne operacijske sisteme, kar je razveseljivo tukaj pri tej vidi, je to, da je podprta večina lokalnih aplikacij, tudi teleoperaterjev, tako da pomeni, da lahko naprimer T2 operaterja spremljaš samo prek aplikacije in v bistvu set-top boxa več ne rabiš. Tako da to je tista stvar, ki se meni zdi kar precej pomembna, pa tudi ena od stvari, ki jo morate vedno preveriti, ko kupujete televizijo, če so te vse aplikacije v bistvu podprte, ki jih pričakujete ali pa uporabljate ali pa želite uporabljati. Tako da to je to. Gremo naprej, moram se vrniti nazaj k tej izkušnji gledanja televizije. Zaslon je ena najbolj pomembnih stvari, to je definitivno res. Predvsem pa, kako zna televizija vzadaj s svojim lastnim procesorjem, Hisense ima tudi za to lasten razvit procesor, kako zna to sliko obdelovati in meni so predvsem zanimivi te programi. HDR10+, to že iz fotografije poznamo, da se več informacij združuje in se potem določene dodatne slike naredi ali pa je rezultat boljši in pa ta IMAX Enhanced, torej naslednjič, ko boste gledali James Bonda na Hisensovi televiziji, dajte vklopiti IMAX profil, dajmo temu tako reči, in videli boste to razliko, ko bo film postal na nek način bolj saturiran, uskladil se bo na teh 24 filmskih frejmov in določene stvari se bo izboljšale. Moram reči, da me to presenečalo, jaz sem prav to tudi probal na Netflixu na najboljši možni kakovosti in sem rekel, da to pa je tista razlika med klasičnim normalnim načinom pa tem načinom. Super mi je pri celi zadevi, da zadeva omogoča tudi glasovno upravljanje. Kaj to pomeni? Lahko televiziji rečeš, hej Google, ali pa pač jo pokličeš Alexa, kar pomeni, da zna nekaj, kar mogoče Android televizije ne znajo. Predvsem, če imate vi kak Alexa zvočnik, boste lahko zelo super integrirali v ta svoj Alexa sistem tudi tole televizijo. Uporabniška izkušnja je ful dobra, slika mi je všeč, če bi pa mogel reči, slika ni edina stvar, ki mora biti pri televiziji dobra, poudariti moram tudi zvok. Ta televizija ima vzadaj na zadku, mogoče sem zadržal samo pri eni stvari, torej poseben bas zvočnik, s tem pa proba to prostorsko polnost zvoka zapolnjevati zelo dobro, oziroma v tem segmentu, torej v cenovni lestvici do 1000 evrov oziroma okoli 1000 evrov, se mi zdi, da je ta zvok te televizije v bistvu pravzaprav izjemen. In tudi prodajni argumenti za to televizijo so taki, da je ta televizija v bistvu price performance winner, zaradi tega, ker je 65-inčna, torej 165 cm v diagonalo, ker podpira res veliko stvari, pa ker ima na drugi strani tudi res dober zvok. Tako da jaz bom ta case zdaj zaključil. Upam, da sem vam dal čim več konkretnih, dobrih pa enostavnih informacij. Tudi če boste šli zdaj v salon s televizijami, torej na oddelek TV tehnika, boste mogoče razumeli, pa vedeli, pa znali primerjati, pa se znali postaviti v vlogo izobraženega kupca. To je bil namen tega videa, čim bolj lifestyle video, čeprav predstavitev televizije lifestyle biti ne more, ker je treba pač par teh tehničnih neumnosti ven vršiti, iz sebe dati. Tako, a sem kaj pozabil? Nisem. Upam, da ste kaj izvedeli, več informacij v članku na citymagazine.si, kjer je objavljen en tak malo bolj resen mind lifestyle, testi televizije, kjer podam predvsem te argumente za pa proti. Tako da ja, večino pa za, ker pač proti argumentov, predvsem 1000 evrov ni. Morate se zavedati, 1000 evrov je ena magična zadeva na družinskem proračunu, kjer stvari padejo ali pa se obdržijo.